Pozdravljeni, z vami sem Minka in danes bomo govorili o tem, kako sebe postaviti v ravnovesju. In kako veste, da niste v ravnovesju? Samo pogledate svoje telo, pa takoj veste. No, vemo. V glavnem, ko naše telo ni v ravnovesju, takrat ne spimo. Ko ni v ravnovesju, se redimo. Ko ni v ravnovesju, ko nismo mi sami sabo usklajeni, nam nihajo čustva, nas vsaka luna podre po svoje, imamo razne sindrome, predmenstrualni sindrom, pa menopavzni sindrom, pa bog si ga vedi, kater sindrom še. V vsakem primeru, takrat, ko smo izven ravnovesja, telo nam na tisoč in en način sporoča, pa prosim te, sprav se k sebi. Ja, in seveda pa včasih človek ni pameten, kje naj sploh začne, ker je pogosto na večjih področjih treba kakšno stvar pošlihtati, ali pa je eno področje, ki je tako stresno, da potem na vsa ostala področja potegne in potem smo kot palačinka na cesti. Na vsakem primeru. Ena stvar, kjer kaže, da nismo v ravnovesju, je recimo trebušna maščoba. To je posledica stresnega hormona. Še ena stvar, kar kaže, da nismo v ravnovesju, je sigurno to, da imamo nihanje razpoloženja ali pa da potrebujemo kakšna pomirjevala, antidepresive, razna sredstva, da se lažje umirimo. V vsakem primeru telo nam sporoča, da bo nekje nekaj treba spremeniti. In ja, seveda, največkrat je povezano to z našimi čustvi. Ampak danes, preden gremo na čustva, bi vseeno rada razložila, da kako pomembno je, da takrat, ko smo izven ravnovesja, telo najprej podpremo fizično. Se pravi, naše telo potrebuje B vitamine, potrebuje beljakovine, potrebuje omega-3 maščobno kislino. In sploh, če se vam nabira maščoba na trebuhu, pa dajte probati, samo poskusite. Omega-3 zvečer, 1000 mg C vitamina, pa zvečer beljakovine in zelenjavo. Oziroma, še bolj enostavno, vzamete zvečer šejk, pa vzamete omega-3 pa C vitamin, pa boste vedeli, kaj se bo spremenilo. Pač, to je ena stvar, v katero jaz res verjamem, zato ker tudi sama sebi vidim, kako pri meni to deluje. Preizkuste. No ja, naslednja stvar je pa seveda čustveno ravnovesje. Ker dokler mi premišljujemo ali pa vrtimo nezdrave, nesrečne spomine, dokler imamo ves čas nekaj nesrečnega pa negativnega v glavi, toliko časa mi ne moramo biti v ravnovesju. In seveda potem začne nekje štekati, ne? Limfni sistem zašteka, grlena čakra mogoče, imamo težave s smokom v grlu, težko se izražamo, spolni hormoni delujejo po svoje. No in kje začeti? Ja, pozitivno, ne? Pozitivno, mogoče si izberete eno afirmacijo in jo ponavljate v nedogled. Recimo, sebi dovoljujem, da sem močna. Sebi dovoljujem, da sem močna. To je iz knjige, ko imajo hormoni žur, na strani 190. Dovoljujem si, da govorim resnico. Dovoljujem se izražati. Izražam se svobodno in radostno, lahko se postavim zase. Pripravljena sem rasti. In v glavnem, ko smo v ravnovesju, ne jokamo za odnosom, ki je mrtev, to je dejstvo. Ko smo v ravnovesju, dovolimo, da nas telo popelje ali pa življenje popelje naprej. Danes sem poslušala en video, ki ena zdravnica je govorila o tem, da kako v bistvu ta stopnja sreče pride tako na najnižjo točko med 45 in 55 letom. In ogromno ljudi se v tem obdobju odloči, da začne znova. In sem prav razmišljala, točno to se je meni zgodilo. Pri 45 letih sem začela znova, iz nule. Šla sem si kupiti svoje žlice, vilce. Začela sem s čiste nule. Dobro, imela sem utečen posel, to je res, ker sem že zdavnaj začela pač na poslovnem področju s čiste nule, ampak začela sem s čiste nule
ker enostavno sem se odločila, da če bom jokala za stvarmi, ki so umrle, ne bom nikamor prišla. Če želim napredovati, če želim biti živa, če želim nekomu pomagati, ne nazadnje mojim otrokom, moram poskrbeti, da sem živa. Mrtva dejansko ne koristim nikomur. No, in ko začnemo zbirati svojo moč, takrat se spomnim, sem šla na en seminar. In na tem seminarju je bil govornik gospod Alen Kobilica. V glavnem, kot veste, on je maneken, bivši oziroma še vedno je maneken, ampak v glavnem bil je zelo uspešen maneken, ko je šel na operacijo oči in operacija je sicer uspela, ampak po 14 dneh je njegov vid ugasnil. In potem kot slep, njegovo predavanje je bilo na ta način: poskusite napisati mail, če ste slepi, poskusite si pripraviti za jesti, če ste slepi, poskusite se obleči, če ste slepi. Pač dejansko vse predstavlja težavo. In on je svojo slepoto vzel kot izziv in sedaj teče hitreje, je bolj uspešen, je bolj produktiven, v glavnem srečal je ljubezen svojega življenja, ima družino, v bistvu vse tisto, kar si nekdo želi, ima. In zdaj, če gledamo, kako svojo oviro spremeniti v svojo moč. No, zdaj pa pojdite vi pogledati, kje je vaša ovira. Zdaj zase govorim. Jaz vem, da moja največja ovira je bila strah pred izgubo varnosti. To je bila največja ovira in vem, da sem pošteno mogla delati, da sem šla čez to oviro. Strah pred izgubo varnosti je bil povezan s tem, da pač želela sem se oklepati vsega, kar je bilo možno se odpreti. Oklepati odnosa, oklepati stvari, ki so mi bile znane, oklepati vsega, kar mi je bilo znano. Strah pred neznanim je bila moja največja ovira. Ja, bilo je težko, seveda, zato ker parkrat, ko sem prišla do točke, ko me je strah popolnoma povozil, mi je hrbtenica zaštekala. Enkrat se spomnim, to sem vam itak že govorila, ampak enkrat se spomnim, takrat, ko sem že zbirala to svojo moč, sem nabirala borovnice, imela sem polno skrinjo borovnic in sem bila že na tem, da naredim korake v neznano. In se spomnim, enkrat pridem v klet, kjer je bila skrinja in niti ni bila moja, ampak je ostala tam v bivšem domu. In sem rekla, in zdaj moram premakniti vse te borovnice. In nimam niti skrinje. In zdaj moram kupiti še skrinjo in nimam denarja. In mi je bilo tako, ker tup, se mi je začelo zlagati vse negativno skupaj. Naslednje jutro me je toliko štehalo noter v hrbtenici, v križu, da nisem ostala iz posle. A si lahko predstavljate, kaj dela strah? No, potem se je zgodil blagoslov. Borovnice smo pojedali, vmes je preteklo par mesecev, jaz sem prepustila nadzor stvarstvu, najdla nov dom in življenje je teklo naprej. Ampak to je bil moj osebni največji izziv za predelati strah pred izgubo varnosti. In mogoče je tudi vaš ta strah, da zaradi tega ne govoriš svoje resnice, da zaradi tega ne izražaš svojih čustev, da si mogoče zaradi tega v konstantnem stresu, pa se ti dela maščoba na trebuhu, pa se rediš, pa se je bolj varno ukvarjati s tem, kako boš shujšala, kot pa s svojimi čustvi. Vem, da je težko, vem, ampak pač nekje človek mora začeti. Prav je, da se ukvarjaš s tem, kako boš sebe spravila v formo, kako boš nekaj naredila za sebe, kako boš delala več zdravih stvari, kako boš poskrbela za zdrav spanec, ampak pogosto naša težava, sploh če imate maščobo na trebuhu, ni v maščobi na trebuhu, ampak v nekem odnosu, ki nam povzroča kronični stres. Ja, čustva. Dovoljeno mi je govoriti svojo resnico.
No, da si ponavljaj to nekaj časa. Dovoljeno mi je govoriti svojo resnico. Dovoljeno mi je govoriti svojo resnico. Ko si dovolj časa to izgovoriš svojo resnico, enkrat bo prišlo do tega, da boš lahko govorila svojo resnico in boš rekla, veš, v tej situaciji meni na ta in ta način ne ustreza. Poskusva najti drugo rešitev, ki bo sprejemljiva za oba dva. Ali kakorkoli. V vsakem primeru lažje bo začela govoriti svojo resnico skozi to, če si boš naložila nov program. Jaz imam seveda tukaj karte Prehod v novo dobo in bomo šli še nekaj teh kart, da vidim pač za tebe, ki zdaj le poslušaš tale video, kaj je tisto, kar je najbolj pomembno, da ozavestiš, da veš. Resnica je ena. Je smešena, ne? Resnica je ena. Jasno in povsod izražam resnico. Resnica, poštenost. Zdaj pa poslušaj to. Tudi če nihče ne ve, ti veš, tvoja duša ve. Nobeno dejanje ni vredno, da te bremeni, noben odnos ni vreden, da ga tajiš. Dovoljuj si sprejeti svoja resnična čustva. Dovoljuj si biti resnična. To je poštenost do sebe in je temelj vseh odnosov. Zanimivo. Poštenost, resnica. Vem, ja. In potem, ko nas je strah, pred spremembo ne bomo nikdar govorili o tem. Nikdar. Pač je bolj varen nekaj drugega govoriti, zbežati od tega, se delati, da tega ni, samo da nekaj ni, da se izogneš spremembi. Čiščenje. Vse, kar ti ne služi več, naj odide na miren in ljubeč način. Svobodna si. Ženska energija. Močna ženska energija, skoraj tako močna moška energija. Dovoljuj, da se sčistijo podzavestni programi, nezdrava prepričanja, vsi uničujoči celični spomini, ki te na zavedni in nezavedni ravni bremenijo ter ti ne dopuščajo, da bi srečno zaživela. Hvala za izkušnjo, ki je ne potrebuješ več. Skozi tebe teče svetloba, odpuščaj sebi in odpuščaj drugim. No, to je bilo drugo sporočilo. Čas je, da počistiš podzavestna prepričanja. Ker podzavestna prepričanja so povezana s tem, ne? Strah. Sram me je svojih dejanj. Ali pa, recimo, če si pred nekim premikom, ne? Zdaj, če se vrnem na to raziskavo, ki si jo naredili. Se pravi, nekje ta stopnja zadovoljstva je najnižja na tam okrog 45 do 55 leta, ko človek začenja dejansko duša te hoče pripraviti do tega, da ne moreš biti nekje, kjer si mogoče pristala, zaradi tega, ker je nekdo rekel, da je fino, da narediš določeno šolo, da je varen biti v neki službi, da najti si dobro službo, bo tam, poskrb, bo tih, pa potrp, sej bo boljši in tako naprej. Ko prideš do točke, da ne moreš več, enostavno ne moreš več. In zdaj, če gledamo, da če si mogoče v takem obdobju, ko res ne moreš več, pač začni razmišljati, kaj je tisto, kar ti veča energijo. Še enkrat resnica, pač tako smešen je. Ti si popolna, dovoljuj si videti jasno in dovoljuj si videti resnico. Pač tako noro. Boginja v tebi pozna vse odgovore. Dobivaš popoln odgovor. Modrost je v tebi. Vse tvoje odločitve in vsa tvoja dejanja so pravilna. Tvoj duh je miren. Hodi v svetlobi vere in samozavesti. Zaupaj procesu življenja. Vem, a je še kdo drug, kot samo življenje? Ne vem, a mi lahko kdo drug pomaga? In izvorna koda. Ti si stvarjenje, ti si boginja. Vse povsod okrog sebe lahko vidiš ljubezen. Se pravi, tam, kjer ni ljubezen, izvorna koda. Se pravi, stvarnik te podpira, stvarnik ti želi povedati, da je vse v redu, da pej naprej, da se bo vse v redu uredil. Eno si z izvorom in ti si izvor. Na svet si poslana, da blagoslavljaš.
Na svet si poslana, da širiš sporočilo upanja. Na svet si poslana, da ljudem pokažeš pot. Na svet si poslana, da ljudem sporočiš resnico, da smo vsi ljubezen, ker ti si ljubezen. Kam te kliče tvoja duša? Kaj želi, kje želi, da se izraziš? Zaupaj vase in v življenje, podpirajo te vsa svetlobna bitja. Vem, zanimivo je vse ta sporočila, recimo, ko berem tale sporočila, se nekako vrti vse okrog enega in istega. Zaupaj v svoje božanske sposobnosti. Zaupaj, da se bo vse uredilo. Ne moreš obtičati nekje, kjer umiraš na obroke, ampak poišči način, kako se boš izrazila. Poišči način, kako boš srečna. Lahko spremeniš sebe, ne moreš spreminjati drugih. Lahko poskrbiš za svojo srečo, ne moreš osrečevati vse okrog sebe, samo sebe ne. Mrtva ne boš koristila nikomur. Kje je tvoje življenje? In takrat, ko ti zmanjka življenjske energije, ja, se rediš. Delaš zaščito. Zaščito pred sama sabo, pred partnerjem. Zadnjič sem govorila z mojim očetom in sva se, ne vem kaj, nekaj smo se pogovarjali in je rekel, da je bil nekje. In je rekel, veš, ena gospa, rekel, po moje je bolna. Je rekel, toliko se je zredila, da je nisem prepoznal. Veste, ni nujno, da smo bolni fizično, lahko smo čustveno bolni. Pa se zredimo. Mogoče smo tako močno nesrečni, pa se zredimo. Mogoče smo v nekem konstantnem stresu in tudi, ko ta stres ugasne, se potem, v bistvu, kot da bi za nam prišel cunami, se potem zredimo. Ampak v vsakem primeru življenje in naše telo nas uči vedno isto lekcijo. Zaupaj, da bo vse dobro, poglob se v svoja čustva. Ja, lahko govorim tako, kot mislim, jebeno je, ko se ukvarjaš s svojimi čustvi, res, pač res je težko, ker greš pač v čustva noter. Ker enostavno prideš do globine svoje duše in včasih tam spoznaš, da je nekaj tam, kjer mogoče ni tako fajn. In ja, vem, da je težko, ampak vem, da se da. Nenazadnje, če sem jaz lahko šla čez te spremembe, verjemi, da imaš tudi v sebi moč, da lahko greš skozi svoje spremembe. No, dajmo pogledati naprej naslednje karte. Da vidimo naslednje sporočilo. Te ovira. Tvoji umi je tvojem umu je tvoja kritična mama, v tvojem umu je tvoj kritični oče. Vsi ti govorijo, kako bi mogla, kako ne bi mogla, zakaj bi mogla, tako bojiš se sodbe ljudi, bojiš se, da bo nekdo te obsojal, da se ti bojo smejali ljudje, ki niso v življenju nič naredili. A ni to bedno? Da nas je strah narediti korake v življenju, zato, ker se bojimo kritike ljudi, ki itak niso nič naredili. To je prav bedno. Dejansko, in zato je bolj varno ne narediti nič, kot pa, da nas kritizirajo ljudje, ki nimajo sami toliko, lahko povem tako, ker mislim, toliko jajc, da bi kaj naredili, toliko korajže, da bi kaj naredili, in zato kažejo na vse ostale okrog sebe. Bodi navzoča. V tem trenutku opazuj svoje misli. In ko ti splavajo na negativne spomine, se opolni in reči, ne, kje si? Pusti, to je preteklost. Jaz gradim s svojimi mislimi svojo bodočnost. In začni razmišljati, ko bom tam, kje vidiš cilj. Če se vrnem nazaj Halanu Kobilici, on je naredil ustanovo, organizacijo Vidim cilj. In to je za otroke in pomaga pri tem, da vidijo cilj. Zdaj pa vi pomislite, meni je dal misliti. Jaz takrat, ko sem ga poslušala, sem razmišljala, on vidi cilj, kaj pa moj cilj? Vidim cilj. In so se mi pred očmi naslikala nova vrata. Danes točno vem, kam me je duša popeljala.
Ampak takrat, ja, moja duša me je hotela peljati naprej. In ko vidiš, da nekje obtičiš, ja, tvoja duša te hoče peljati naprej. Zaupaj, vir, sonce, energija, tvoja duša, vse te podpira na tvojem potovanju. Ko vse v tebi kriči, ne morem več na ta način. Kaj boš naredila? Za začetek začni pisati, kaj občutim ta trenutek. Resnica. Kaj občutim ta trenutek? Ja, vem, da včasih je resnica tako kruta, da se ustrašiš svoje lastne resnice. Ampak resnica te osvobodi. Res te osvobodi. Spet je prišla zavest, glejte to. Pač vedno pride ta karta, vedno. Vedno. Tvoja zavest se širi na višjo raven. Ne moreš več biti v eni škatlici, ne moreš biti več v enem lončku, ker si že vse to prerasla. In vidiš, da če ne boš nekaj spremenila, boš umrla tam noter. Kdo ti nabija krivdo? Kdo je ta? Mogoče tvoja kritična mama v tvoji zavesti, mogoče tvoj kritični oče. In kdo ti povzroča izžetost, kateri odnos ti povzroča podočnjake. Pač enostavno nekaj boš morala spremeniti in zaupaj, da te stvarstvo podpira. Vse bo v redu, samo pej do svoja čustva, počisti svoje podzavestne programe, odeni se v rožnate barve, sprav se v žensko energijo, strgaj neke verige, ker očitno tvoja duša te ne želi več podpirati pri vzorcih tvoje družine. Vzorci družine sigurno so bili na ta način: bodi tiho, potrpi, bodi zadovoljna, da je tako, lahko bilo še slabše, pomisli, koliko je drugim še slabše. Pač nekaj spremeni, boš videla, da bo vse v redu. Res bo vse v redu. Spet je proslavljanje. Oglej si to slikco. 3 ženske plešejo v dežju. Proslavljanje. Tvoje ženske energije. Pa zdravljenje od spodaj. Pač neverjetno, res neverjetno. Čas je za tvojo energijo. Daj se pogovori sama s sabo, svojo dušo, in boš videla, da tvoja duša te želi peljati naprej. Nehaj držati ročno, ampak naredi korak naprej in boš videla, vse se bo spremenilo v tvojem življenju, ker ta tvoj predznak, tvoja notranja energija bo vse spremenila. Tvoj nivo energije, ko se bo tvoj nivo energije spremenil, se bo tvoje telo spremenilo, avtomatično bo odpadla trebušna maščoba, ščitnica bo začela delati, vse bo začelo normalno delati in boš videla, kako bo zmeraj boljše. Nisi žrtev, ampak si ustvarjalka nove dobe. Tako da, korajžno, delaj korake za sebe, ne vsega naenkrat, ampak en korak, po en korak, po en korak. In ja, potovanje 1000 milj se začne s prvim korakom, a ne? Tako pravijo. In ja, naredi prvi korak, zato da boš enkrat lahko rekla: yes, to je to, uspelo mi je. No, tako da vse dobro ti želim in korajžno delaj korake, najprej za sebe.